Gospod Enzo Ferrari je bil dirkač pri Alfi in nekega dne se je odločil, da bo šel na svojo pot in začel delati svoje avtomobile. Ko je Ferrari prvič zmagal na dirki, je izjavil, da je bil to za njega najbolj srečen dan, ker je zmagal, in najbolj žalosten dan, ker je svoji materi Alfi zaril nož v srce. S tem avtomobilom tukaj Ferrari nekako vrača dolg, ker tukaj notri imamo Ferrarijev motor. V bistvu so vzeli motor, ki poganja Kalifornijo, in so mu odvzeli dva valja stran. Imamo še zmeraj V90 motor, 90-stopinjski V, ki ni najbolj primeren za 6-valjnika, zaradi tega ima malo neenakomeren tek. To je kot da bi sestavili 3 Ducatije skupaj. Ferrari svoje avtomobile imenuje po delovni prostornini enega valja. Se pravi, 488 kubičnih centimetrov ima en valj, krat 6 dobite delovno prostornino tega avtomobila tukaj. Ker izhaja iz Ferrarija, je vse kot v Ferrariju. Se pravi, gre v bistvu, kot da bi bil motor podvojen. Imamo 2 centrali vbrizga, ena skrbi za eno stran motorja, druga za drugo stran motorja, povezani sta z računalniško linijo. Vmes je še ena centrala, ki nadzira klenkanje. Imamo direkten vbrizg goriva v valj, direkten vbrizg bencina v valj, ker imamo notri eno ročico, ki se imenuje DNA. Določamo, kako se bo avto obnašal. Vplivamo na motor, vplivamo na menjalnik, vplivamo na zavore, vplivamo na vzmetenje, vplivamo na prikaz števca, se pravi, s tisto ročico določamo, kakšen avto bomo imeli. V Šparovnem programu je avto opremljen z hidravlično črpalko, ki preko elektromagnetnih ventilov izklaplja eno polovico motorja. Se pravi, elektromagnetni ventili jih vidimo tukajle, 1, 2, 3, 4, več jih je. Zaprejo ventile v položaju, ko je bat v spodnji mrtvi točki, in v tistem valju se izklopi in iskra in vbrizg goriva, in tisti valji delujejo pač kot kompresor, motor deluje na drugo polovico motorja. Ker so vstavili noter zelo težek motor, sorazmerno težji motor, da bi ohranili idealno razmerje, ker pri Giuli imamo razmerje teže 50% teže na prednja kolesa, 50% na zadnja, so prednji del olajšali, kar se da. Tako bomo našli ogljikova vlakna za motorni pokrov, ogljikova vlakna za streho, blatniki in oboje vrat so iz aluminija. Splitter, spoiler, pri določeni hitrosti se odpre, hitrost ni vedno ista, je odvisna od položaja manetina. S tem bomo dobili še večjo pritisno silo prednjih koles na tla. Dajte uganiti, koliko hladilnikov, koliko toplotnih izmenjevalcev ima ta avto. 9 jih je vsega skupaj. Glejte, vas so učili, sigurno so vam povedali, da pri bencinskem motorju gre približno tretjina energije, ki nastaja v motorju, ven skozi hlajenje motorja. Je podvojen sistem, če gledamo, imamo nizkotemperaturni pa visokotemperaturni sistem, se pravi, bomo našli 2 izravnalni posodi, in spredi bomo našli 4 hladilnike za hlajenje tekočine, potem bomo imeli 2 interkulerja za turbine, se pravi za hlajenje zraka, hladilnik za olje in hladilnik menjalnika. Mogoče sem katerega še pozabil. Presenečenje je tudi pri zadnjem diferencialu. Gre za nov tip diferenciala, ki se imenuje torque vectoring. Na izhodu ven imamo na vsaki strani po 2 planetni gonili, in te planetna gonila v odvisnosti od stabilnostnega programa dozirajo navor na zunanje oziroma na notranje kolo. Ko bomo prišli s tem avtom v ovinek, bo diferencial pospešil zunanje kolo, da bo pomagal vozilu pri vhodu v ovinek. Ko sistem zazna, da avto zanaša, bo navor prenesel na notranje kolo, da nam bo pomagal izravnati.
Jaz sem to najbolje opazil na avtocesti, ko sem zapeljal v lužo. Avto je malenkost zaneslo in mi ga je diferencial sam poravnal. V hipu je bil avto spet v smeri, ki sem jo želel imeti. Tlele me je gospod vprašal, kaj pomeni štiriperesna deteljca. V letih 1920 je Alfa dirkala na znani dirki Targa Florio. Žal se ne morem spomniti imena dirkača, ampak ta dirkač je pred dirko našel štiriperesno deteljico in ker so bili štirje dirkači, je zahteval, da je na vsakem avtomobilu gor štiriperesna deteljca v štirioglatem belem polju. Tisto dirko je možakar zmagal, ampak se je kmalu na to ubil in so štirioglato polje spremenili v trioglato polje, ker so ostali samo trije dirkači.